druga in tretja cerkvena zapoved se glasita takole, ne? Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto in sprejmi zakrament, oziroma sprejmi zakrament sprave vsaj enkrat na leto in za veliko noč sprejmi sveto rešno telo. Velika noč, ne? Rešno telo, ne za Božič, ne za velik šmaran, ne za rojstni dan, ne za gota, ne? Vedno lahko, ampak ne samo takrat. Vsaj za veliko noč pa pravi cerkvena zapoved, ne? Tudi da splošno pri cerkvenih zapovedih čutimo to, kako bi rekel, poslanstvo cerkve, Kristusove neveste, ki je mati in učiteljica, ne? Cerkev mora postavljati, mora poučevati, mora povedati, kje smo, kdaj ravnamo prav, kdaj še lahko rečemo, da smo kristjani, in zato so te zapovedi. Cerkev je torej mati in učiteljica. Je občestvo, kjer kristjan prejema Božjo besedo in nauke Kristusove postave. Jedro Kristusove postave pa vemo, da so blagri na gori, a ne? 8 blagrov, drugi evangelist ima malo drugače, ima pa 4 blagre, pa 4 prekletstva, kar je tudi zanimivo. Se pravi, 4-krat, če živiš prav, blagor ti ali pa srečen, si zaradi tega lahko, če pa ne, pa prekleta, ne? Ali pa goreti. Po cerkvi seveda prejemamo milo zakramentov. V cerkvi se združujemo s Kristusovo daritvijo tako, da je njegovo človekovo naravno življenje tudi duhovno bogoslužje. Se veste, da recimo pri spovedi ne moramo vsega obdelati, da ne bomo, ko se bomo lotili spet zakramentov, bomo spet razmišljali. Recimo, imamo lahko duhovno zadoščevanje potem za grehe, lahko imamo pa telesno zadoščevanje ali pa kakšno drugo, a ne? Tako kot približno, ko imamo duhovna dela usmiljenja, pa telesna dela usmiljenja. Cerkev torej mu daje tudi zgled presvete device Marije in svetnikov. Svetnikov, ki jih je razglasila cerkev, svetnikov, ki so šele kandidati, a ne, ki so prišli v proces uradne razglasitve in tudi mnogih drugih, ki so živeli sveto. Zapovedi imajo torej cilj, da vernikom zagotavljajo nujno najmanjšo mero duha molitve, zakramentalnega življenja, naravnega prizadevanja, to se pravi moralnega, če kdo hoče, in rasti ljubezni do Boga in bližnjega. To se pravi, to je minimum, ki mi še reče, popove, sem še katoličan, sem še kristjan. Te dve zapovedi prav govorita, vsaj enkrat na leto k spovedi, pa vsaj za veliko noč ob kajilu. Če niti tega ne naredim več, dejansko sem še kristjan po krstu, po tradiciji, sem recimo kulturni kristjan, ne? Po kulturi, po tradiciji, ne pa z vero in srcem. Druga cerkvena zapoved, ne? Se pravi, spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto. Druga zapoved zagotavlja, to je zanimivo, ne? Zagotavlja pripravo na Evharistijo, na mašo. Sprejemom zakramenta sprave, ki nadaljuje delo krstnega spreobrnenja in odpuščanja. Se pravi, imamo krst, pri katerem so nam grehi odpuščeni. Če sem prejel krst kot odrasel, je bilo torej tudi znak mojega zavestnega spreobrnenja. Tam sem prejel novo dostojanstvo, postal sem na poseben Božji otrok. Zaradi posledic izvirnega greha pa me vedno še vleče v neke skušnjave, dvome, stiske, pa še gospodar tega sveta, kot smo slišali danes pri maši, lahko od zadaj deluje. In torej se dogaja ne samo, da doživljam skušnjave in dvome, ampak lahko tudi padem, a ne? Veste, to sem že večkrat poudaril, pa bomo še enkrat dali. To, da se človeku dvomi pojavijo in tudi skušnjave, načelno ni greh. Problem je pa, če se jaz s temi dvomi in skušnjavami ukvarjam tako, da dovoljujem, da v meni delujejo, razmišljam,
tuhtam, morda si še pomagam s čim, ne, da te skušnjave delujejo in vedno se greh začne v mislih, ali kot rečemo v človeškem srcu, potem pa gre ven, preko besede, preko dejanja. Pa nekatera dejanja so vidna, recimo, če rečemo dobrodelnost. Eni rečejo, samo dotaknemo se dobrodelnosti. Ne bom dajal nobenemu, ne Rdečemu križu, ne Karitasu, ne ne vem, nobenemu, ker to samo goljufajo, in tako naprej. Pa še cerkvi pa sploh ne, ker je že tako bogata. Skratka, kaj v bistvu delam? V meni se je usidrala misel, ki se ji reče škrtost, vohrnost. Zaprl sem srce za potrebe bližnjega, pa še tako včasih rečejo za opravičilo svojega dejanja, če pa sam neposredno bi pa že dal, če videl, pa ga ne vidi, velikokrat. In tako se začnejo, da se pravi, v bistvu se nekateri grehi, ki jih počnemo, sploh na zunaj ne vidijo. Tudi tako, recimo, ko imamo nabirko za Karitas, se nobenega pod prst nihče ne gleda, kdo da, pa kdo ne da. Je tako? Če daš na Rdeč križ ali pa nakažeš tam, bi tisti, ki se ukvarjajo s pregledom naših financ na banki, pa oni še videli, da kaj damo, drugače pa nobeden. Se pravi, drugače se pa preprosto ne vidi. In to je vse, se pravi, takrat začnemo nasedati, zato je v bistvu Bog nam dal še en zakrament, to je zakrament svete spovedi. Že tako se na začetku maše trkamo na prsa, ker ne morem priti pred Gospoda, ne morem poslušati njegove besede. Jo ne morem razumeti, če sem preveč v grehi. Tudi če je obila količina, tudi če je veliko število majhnih grehov, se ravno, da me to, ko bi rekel, kar malo stiska in ne morem biti odprta, neko da me vstisneno srce, namesto da bi me odprto. Zato je dobro iti k spovedi, seveda za nas ne samo enkrat na leto, ampak večkrat, če smo pametni. Cerkev priporoča eno tako zlato obdobje in to je kar en mesec. Priporoča. Kot veste, v župnik vsak dan 1 uro skoraj kroži okrog spovednice tam od zadaj. Tako da je župnik pripravljen, nedaleč stran so bratje Kapucini, tako da upam, da ne more nihče reči, da ne morem prejeti zakramenta spovedi, pri kateri so mi grehi odpuščeni. Se pravi, zato je seveda ta zakrament svete spovedi v bistvu zelo pomemben za Evharistijo. Če imam velik greh, jaz ne morem iti k obhajilu. Niti enkrat na leto ne. Še takrat, ko bi lahko šel, ne morem iti. Velik greh tudi rečemo smrtni greh. Se pravi, čutimo, tisto, kar je nekaj ubilo v meni. Ubilo je Božje življenje, moj odnos z bližnjimi, moj odnos s samim seboj, nisem več iskren. Odnos z Bogom. In zato preprosto ne morem k obhajilu, zato je nujno na nek način. To smo že enkrat videli, to je krstilnica, ki so jo odkrili v enih ostankih rimskega mesta, mislim, da v današnji Tuniziji. In ko gledaš na internetu, so objavili, kako lepa z mozaikom obložena rimska kat, piše tam. In sem pol napisal, ne vem, če je kdo prebral, upam pa, da vsaj kdo, da je to v bistvu krstilnica. Pri krstu gremo v vodo, nekatere krstilnice so bile narejene prav nad potoki, nad živo vodo, če tako rečem. Tule vidimo jasno križa, in človek se potopi v vodo, voda mu simbolno izbriše starega človeka in greh, in potem pride na drugi strani ven kot popolnoma novi človek, kristjan. In v bistvu spovedjo se na nek način vračam v to in zopet po Božji milosti postanem vreden prejeti sveto obhajilo. Spovej se svojih grehov. Povedati ali izpovedati pomeni tole, da si po milosti na poti spreobrnenja, spreobračamo se celo življenje, v katerem spreobrnenju namreč spoznavaš svojo nemoč, grešna nagnjenja in grehe, da si hkrati v milosti, ki te vodi k iskreni ponižnosti in co spoznavaš in pravilno poimenuješ ter sprejemaš odgovornost za svoje grehe.
Veste, tako večkrat sem vam že rekel, tudi pri Maši rečem, kako je pomembno, da grehe vidim in jih poimenujem. Pa ne mislim pri drugih, pri sebi. In da jih poimenujem s pravim imenom. Ne samo, da jih zaznam, poimenujem, ker dokler tega ne naredim, ne morem narediti spreobrnenja. Ne? Sem še vedno unem. Govorim človeško. Ne? Vemo, da za vse je potrebna milost, tudi pogled noter. Zato imamo redno spraševanje vesti, zato prosimo Boga, naj nam odpusti, da imamo čisto vest in tako dalje. In seveda zavest, da si odgovoren za svoje slaba dejanja, tudi za tisto, kar si storil samo v mislih. Ker tudi vemo, da se vse začne v mislih. In seveda, da se v veri izročaš Božjemu usmiljenju. Ne? Simpatično karikaturo sem dobil na internetu, pa sem jo kar gor obisil. Pridna, poredna, pa en tak izgovor, ki je zelo popularen danes. Ne bomo razpravljali v kakšnih kontekstih vse, ampak tako je. Se pravi, priznati grehe in prejeti sakrament sprave. Tole sem prav 3 člene iz zakonika cerkvenega katekizma katoliške cerkve navedel, ker se mi zdijo zelo pomembni. Pri sakramentu sprave prejmemo po Božjem usmiljenju odpuščanje za Bogu prizadejane žalitve. Vsak greh je greh zoper Boga in zoper skupnost in samega sebe. Najprej zoper Boga. In se hkrati tudi spravimo s cerkvijo kot z občestvom vernih, ki jo z grehom ranimo, hkrati pa se ta cerkev z ljubeznijo, z gledom in molitvijo trudi za spreobrnenje grešnikov. Molimo za spreobrnenje, molimo za zadoščenje. Zdaj, ko smo bili na romanju na Poljskem, smo molili, nekateri so prvič slišali kaj več o Božjem usmiljenju, o rožnem vencu Božjega usmiljenja, o milosti, ki jih Bog deli preko različnih stvari, prispovedi in tako dalje. Pa kdor se zaveda velikega greha, mora sprejeti sakrament sprave, predno pristopi k obhajilu. Veliki ali smrtni greh, to je, hvala Bogu, ga je težko narediti. Če smo dobesedno po nauku. Mora biti zoper veliko stvar, mora biti narejeno svobodno, premišljeno in še zoper Boga zraven. Pa lahko bi našteli še kaj. Hvala Bogu, ne delamo velikih grehov. Pa ne zaradi tega, ker ne dosežemo tega standarda velikega ali smrtnega greha, ampak zaradi tega, ker v bistvu marsikaj velikega naredimo, hudo slabega, če tako rečem, ampak ker ne naredimo zavestno in svobodno, z namenom da žalimo Boga in ljudi in prinašamo zlo v svetu, hvala Bogu, potem to ni velik greh, čeprav materija je lahko velika. Recimo, včasih se neko morda celo jaz kot duhovnik znajdem v zgodbi opravljanja in obrekovanja. Ne da bi vedel, da v bistvu nehote nekomu jemljem dobro ime. Jemati nekomu dobro ime pa pomeni onemogočiti mu življenje. V bistvu gre za nek način, za duhovni umor tega dostojanstva in osebnosti tistega človeka. Razumemo? Zato zlepa ne govorimo, če se le ne da tako. Mi duhovniki imamo, ne bom rekel, pravico. Včasih, recimo jaz kot duhovnik, ko nisem znal komu svetovati, grem k kakšnemu duhovniku pa na svet in tudi vprašam spovedanca, ampak vedno duhovnika ali pa škofa vprašam tako, da ne omenjam ne osebe, ne kraje, ne okoliščine, nič od tega, kar bi recimo tisti, ki ga vprašam, jaz za nasvet najprej razbral, za koga gre. Ampak zaradi tega, da mi skuša tudi on svetovati, ker tudi duhovniki smo, tudi ljudje ali pa predvsem ljudje, in tudi duhovniki, da potem lahko lažje komu svetujemo. Drugače nas pa hitro zanese, gore pa če to delam zavestno. Tole je pa v bistvu ena definicija, ki je
v osnovi še iz prvega Vatikanskega koncila, tam so bili zelo jasni, striktni, določni, so bili zelo jasno, pisalo je tako. Kdor veruje to, tako je v redu, sicer anatema sit. Vedno je bilo tako, skoraj čisto dobesedno pravniško so izoblikovani tudi same konstitucije Vatikanskega koncila in prevod se pa takole glasi. Pokora sili grešnika, da vse rad prenaša. Zavedam se, da sem v špiču, in ker mi je Bog odpustil, prenašam vse posledice greha. Sem odgovoren. In to, če se le da z veseljem. V njegovem srcu je kesanje, na ustih izpoved, v dejanju ponižnost in rodovitno zadoščevanje. Vsi so bili mojstri, kako bi rekel, izbiranja vsebine besed. Tole morda je zelo zanimivo, veste. Obrazec odveze, ki ga uporablja latinska, to se pravi naša rimokatoliška cerkev, izraža bistvene prvine zakramenta spovedi. Oče usmiljenja je vir vsakega odpuščanja. Tudi mi odpuščamo zaradi tega, ker prejmemo v bistvu milost, da lahko to naredimo. In včasih si jo moramo izprositi. Jaz sem že veliko ljudi srečal v življenju, ko so lahko komu že odpustili. Celo najhujše zločine so lahko komu odpustili. Niso pa nekateri, kar dovršen del, ne morejo odpustiti sebi. Ker še ne verujejo dovolj v Božje odpuščanje in usmiljenje, da Bog odpušča tudi njim. Tudi njima. In to je res treba milosti izprositi. Oče uresničuje spravo grešnikov po velikonočni skrivnosti svojega sina in po daru Svetega Duha prek molitve in službe cerkve. A vidite, imaš noter vse vključeno, ne? Glasi se pa takole, jaz vem, da redno hodite k spovedi, ko vas vidim, besedilo se pa gleda, ampak velikokrat sploh ne slišimo besedila odveze, ne? Besedilo odveze se naučimo v zadnjem letniku bogoslovja na pamet in tudi, če ga znamo na pamet in ga ponavljamo, še ne moremo odvezovati grehov, ker nismo še duhovniki. In imamo pooblastila za spovedovanje. Ampak večino od vas, ki hodite k spovedi, pa ne more, dejansko zaradi tega, ker je vaše srce v bistvu skesano srce in se veseli milosti odpuščanja grehov, ste bolj osredotočeni na vsebino, odpuščanja in Božjega usmiljenja, kakor na samo besedilo odveze, ki jo moli duhovnik pri speti spovedi. Glasi se pa takole. Bog Oče usmiljenja, ki je smrtjo in stajenjem svojega sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, svet spravil s seboj in poslal Svetega Duha odpuščanje grehov, naj ti po službi cerkve podeli oproščenje in mir. In jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Jaz se pa tudi zdaj, ko sem odvezo povedal, nisem nobenemu grehe odpustil v Božjem imenu. Ne bi kdo mislil, da ste zdaj vi dobili, da ste bili pri skupni odvezi, pa smo, ne gre tako preprosto. A veste, tudi vsi duhovniki ne morejo, spoved je res taka sveta zadeva, da tudi nekateri duhovniki lahko še mašuje, ne morejo pa spovedovati. Ker tle mora biti pa razsoden človek še, ne? Veste, tudi, kot sem že rekel, duhovniku smo tudi ljudje in lahko se kakšnemu duhovniku malo odpelje, kot rečemo po domače, ne? Zboli duhovno, psihično in preprosto izgubi pravico ali pa mu škof odvzame, rečemo v slovenskem jeziku, spovedno sodnost. Se pravi, da lahko spoveduje. In to je recimo za nas duhovnike, kakor imate včasih občutek, da premalo spovedujemo, je pa to kar hudo, če ne moreš spovedovati. To je del tvoje duhovniške službe. In tudi na začetku, ko postaneš duhovnik, ti škof vsako leto podaljšuje kot mlademu duhovniku spovedno sodnost. Moraš narediti kar nekaj izpitov, predno dobiš relativno stalno sodnost, ki pa potem lahko izgubiš. In včasih je bilo tako še pravno obdeljeno, da se ti lahko spovedoval samo na področju svoje škofije. Škofija, kjer si bil, nisi mogel to sosednjo škofijo spovedovati. Lahko si sedel v spovednici in so ljudje hodili, ampak ni bilo nič.
Bog je postavil, oziroma je dal cerkvi neko pravico, škofom, apostolom s Petrom na čelu, da določene stvari opredeli, ne, smo se že pogovarjali. In zato je to zelo pomembno. So bile pa nekatere že ves čas, so bili po vsaki škofiji je bil en duhovnik, ponavadi v stolnici, oziroma praviloma v stolnici, ki se mu reče veliki penitenciarij. On ima pa pooblastilo, da lahko odpušča tudi določene grehe, ki jih ostali duhovniki ne morejo. Zakaj govorim ne morejo? Zato, ker obstaja od leta Božjega usmiljenja pa še poseben inštitut, ki se reče pa misionarji usmiljenja. In ti imajo pa pravico odvezovanja od vseh grehov, tudi tisti, ki so sicer pridržani samo papežu in jih papež lahko odpusti, z malimi izjemami. In ta ustanova še vedno obstaja. In to je zdaj sem šel okrog 1000 teh misionarjev usmiljenja po celem svetu, v Sloveniji je samo par, v naši nadškofiji samo 3. Rektor romarskega svetišča na Brežnjah, dr. Robert Bakšič, prelat Vinko Vegel, ki je v stolnici, ki je bil tudi nekoč župnik, ampak je zdaj le star 93 let, in polanski župnik. Potem je pa še eden na Štajerskem, pa eden na Koperskem, pa se pa konča. Tako da tudi tistim, ki tole poslušajo, povem zaradi tega, da vejo, da lahko pridejo, ki bodo poslušali. Polanci imate pa strašno priložnost. Vmes mi pa prihaja na en vic. Veste, ko so v eni župniji so imeli neko spovedovanje in vsi duhovniki imajo pač, vemo, katere grehe lahko ti v Božjem imenu odpuščaš, eden je imel pa posebno pooblastilo, recimo, kakor da bi jaz prišel v župnijo. In je župnik rekel, pojdite k vsem spovedi tam in tam, odzadaj pa on spoveduje, ki je pa za ta velike grehe odgovoren. Seveda ni bilo nobenega tja. Kdo se bo po javnosti pokazal, da ima kakšne posebne grehe za unga. Je treba, tako da ljudje v takih primerih pokličejo ponavadi po telefonu, pa se dogovorimo. Zdaj bomo malo tako mešano obe zapovedi, ki sta seveda povezana. Torej, Gospod nas vabi, poslušajte to, če ne jeste mesa sinove človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Nimamo življenja v sebi, če ne hodimo ob hajilu po domače. Idealno bi bilo, da bi hodili pod podobo kruha in vina, ampak zaradi praktičnih razlogov si predstavljate, bi ob nedeljah v Polanah, ko gre približno 500 ljudi, ob hajilu imeli to vsako nedeljo pri obeh mašah, pa še ob kakšni slovesnosti, ki še več, bi bilo zelo težko izvedljivo, pa ne zaradi tega, da bi cerkev tako vaščevala z vinom, in bi ga duhovniki ali pa škof, ko pride, ne mogel posvetiti, ampak zaradi tega, ker bi precej trajalo in bi dolžina, čeprav bi bilo najboljše. Mislim, da smo lani za rešno telo imeli enkrat. Tako in kako? Družinsko katehezo, morda bomo pa tudi letos zopet, tako da bomo aktivirali vse naše izredne delivce, vso množico in bomo obhajali vsi pod obema podobama, seveda, da bo obhajilo lepše potekalo, bomo mi pomočili Kristusovo telo v Kristusovo kri in dali tistim, ki bodo prišli ob hajilu na jezik, tam pa ne gre na roko. Ampak to se pravi, če ne uživaš, nisi. Razumete, kje je ta vsebina, Kristus je postal človek. Božji sin postane človek. In pri zadnji večeri se vnaprej daruje to, kar je naslednji dan podaril in pravi, to je moje telo. On ni rekel, to naj bi bilo moje telo ali pa to je samo za ta trenutek, ampak je rekel, to je moje telo in to je moja kri. To delajte v moj spomin. In potem vemo še, kadarkoli uživate ta kruh in pijete iz keliha, pravi apostol Pavel, oznanjamo Gospodovo smrt,
in stajenje. A ja, tu imam pa še naprej, vidiš, sam sebe prehitevam, kar je tudi v redu. Ja. Če odgovorim na to vabilo, se pa torej uživanju Kristusovega telesa in krvi se moram seveda na to pripraviti. Sveti Pavel vabi k spraševanju vesti pred prejemom Evharistije, pa bom kar prebral, ker je zelo močno. Kdor bo torej nevredno jedel kruh ali pil Gospodov kelih, se bo pregrešil nad Gospodovim telesom in krvjo. Vsak naj torej presodi samega sebe in tako je od kruha in pije iz keliha, zakaj kdor je in pije, ne da bi razločil telo, je in pije v svojo obsodbo. Zaradi tega so med vami mnogi slabotni in bolehni, precej pa jih je že zaspalo. Ko bi pa mi presojali sami sebe, bi ne bili osojeni, ker pa nas Gospod sodi, nas v tem vzgaja, da ne bi bili obsojeni skupaj s svetom. Pa še prej en tak lep traktat o Kristusovi krvi, kako bi rekel Pavel, tako še po domače. Pravi, ne prejemajte nevredno Kristusovega telesa in krvi. Čeprav ga moramo prejemati, Razumete, to je glih tako, jaz rečem, večkrat primerjavam zaradi nazornosti, da bi zmanjševal vsebine. Tako kot če ko mladi iščejo dekleta in mu eno dekle je fantu všeč, je za Božjo voljo, bo pa hotel biti še več pri njej, če ne mu je nekaj narobe v njegovi glavi in v odnosu. In če mu onega tudi rada, seveda boste hoteli biti čim. Isto je, če mi verujemo, da je Kristus učlovečeni Božji sin in da je to, kar nam je podaril resnica in da je to, kar pri Maši pravi duhovnik, ko ponavlja, v bistvu duhovnik pri Maši rečemo, da govori in persona Kristija, v Kristusovem imenu ponavlja besede Kristusa samega pri zadnji večerji. To je moje telo. To je moja kri. In da pravi, uživajte to in v moj spomin delajte. Če torej tega ne sprejema, pomeni, da nekaj škriplje v odnosu. A je tako? In apostol Pavel pravi, zato pa ne prejemajte tega nevredno, ker prejemate telo Božjega sina, učlovečenega Boga in njegovo kri pijete. Hkrati pa dejte, In pravi, ne presojamo mi samo pominjamo, Bog sodi. Zato tudi včasih moramo biti previdni, takole veste, ko cerkev postavlja neka pravila, kdo ne more spet, Učiteljica pa mati, Če tudi v družini mati ni učiteljica in mati, pa pusti otrokom vse, pol otroci postane učitelji, ali pa oče, če ne upravlja. Cerkev mora povedati določene stvari. Zato tudi pravi, da dva, ki živite iz zakonske skupnosti, ne more tako obhajilo. Potem nekdo, ki je v smrtnem ali velikem grehu, ne more. Ampak včasih to povemo, ne moramo pa skozi kontrolirati, bi rekel apostol Pavel. Bog vidi, Božja sodba. Za tistega pa, ki vemo, ga je pa treba opozoriti, tako da tudi zato, da jih ne osramotimo, če recimo vidimo, da ste videli, da je pri krstu. Jaz se prej pomenim in pa rečem, prite na blagoslov, včasih mi morda kdo vide, ampak ne hote, ampak ponavadi za blagoslov, ko so sta poročila, pa boste lahko šla obhajilo. Cerkev to se pravi postavlja in mi moramo torej se pripraviti, da lahko prejmemo Kristusovo kri in Kristusovo telo. Zato tudi pred mašami sem vesel, da zdaj že kar molimo pred mašo, da molimo. Veste, da tudi tisti, ki pridejo zadnjo sekundo noter ali pa zadnjo minuto, včasih se lahko vsakmu zgodi, da občasno to, da pride na knap, ampak ko pride noter, ne sliši molitev. In ne more, da bi se počasi umiril. To je priprava v bistvu na maša. Potem imamo na začetku kesanje. Včasih imamo še kakšen uvod v kesanje, zato da malo bolj poudarimo, ker tisto se človek kar navadi, obžalujemo svoje grehe, pa začnemo vsemogočnemu Bogu. Tako otroke učimo male. Zato je počasi treba povedati, da se osredotočimo
na to, kaj bo tam, in potem imamo vsemogočnemu Bogu ali pa tiste različne oblike kesanja, in potem na koncu tega kesanja, če ste pozorni, duhovnik ali škof moli tisto, mi rečemo po domače, kratko odvezo, ne? Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privede v večno življenje. To je v bistvu kratko odveza za male grehe. Zato grem jaz potem lahko. Zdaj sem pa pripravljen za poslušati Božjo besedo. Razumeš? Ne, najprej sem še pripravljen Boga počastiti, ker mi je odpustil grehe. Zdaj sem razumel, on je usmiljen, zato ga častimo in pojemo slavo, razumemo? In zdaj, ko smo mu zapeli slavo, Bog nam je odpustil, jaz sem pripravljen za to, da slišim njegovo besedo. Malo iz stare, malo iz nove, psalme je tudi Božja beseda, pa razlago. Ob nedeljah in praznikih potem na to odgovorimo še z vero, ne? Izpovemo vero, to je to. In potem, ko vemo, da smo vero izpovedali, da je Bog usmiljen, da je dober, da nam je spregovoril po besedi, pa smo pa že pripravljeni, da ga malo prosimo, malo pofehtamo, ne? Pa se pa prošnja, pa se začne pa drugi del sveta, ne? Darovanje. In tam pa Gospodu darujem. Tudi jaz, veste, jaz pri maši ne morem biti samo opozovalec, ne? A mu darujem. To je daritev Jezusa Kristusa, jaz sem pa zraven deležen, tako da Gospodu darujem in mu dajem na oltar hvaležnost, tudi svoje grehe, že pa tisto vse, kar imamo, ne? Darujem kot občestvo, kot posamezniki, in potem pred obhajilom se pa še enkrat malo potrkamo, ne? Nisem reden, Gospod. Dober si, usmiljen, samogočen, vse. Ti me lahko takole naredil z mene, ker nisem vreden, kaj šele prijeti tebe, ne? Kaj je tebe šele prijeti? Ampak ker si dober, grem lahko, ne? Zatrkamo, ne? Nisem vreden, da prideš k meni. Menda bo zdaj, ko se pripravlja nov misal, bo že spet, kot je po starem, kot je tisti stotnik povedal Jezusu, ne? Nisem vreden, da prideš pod mojo streho. Dobesedno bomo ponovili to, kot je bilo v tisti zgodbi. Veste, ko je stotnik imel bolnega služabnika, ne? Jezus je rekel, da je ozdravi ga, pa Jezus rekel, pridem. Je rekel, stotnik, ni treba. Ni treba priti pod mojo streho, ti si za Božjo voljo Bog, ne? Ti lahko daleč ozdraviš. Tudi jaz vem, kaj pomeni biti približno Bog. Jaz, ko sem časnik, rečem, vojaku, stori to, on bo naredil, pa drug naredi to in pojdi, vse bo naredil, ti si pa Bog. Ne zaslužen, da prideš meni. On je res izpovedal vero, ne? On je imel premleto vero znotraj svojega poklica in je izpovedal ponižno vero v Gospoda, kaj vse Gospod lahko naredi. Se pravi, zato se pripravljamo, ne? To je ena slika od enih teh čudežev evharističnih, veste, ki se dogajajo in jih cerkev tudi priznava, ne? Imamo na Hrvaškem kakšnega, na Poljskem jih je kar nekaj, dejansko po celem svetu je, ne? In zanimivo je, da to tkivo hosti, ki niso bile nalašč, ker ne morejo, ne? Ponavadi so to hostije bile, ki so morda padle na tla, pa jih duhovniki pol poberejo, jaz kar zaužijem, ne? Malo zahecam, Bog ve, koliko čudežev sem že jaz prikrajšal, da bi kaj takega ratalo, ker pač poberem v veri, da tudi če kdo stopi gor, ko Jezusa poberem, meni tisto ne more škodovati. Razumete? Pa tudi če kdo pljunil, poberem, plop, tudi če mu z jezika pade, zaužijem. Ker če tega ne bom verjel, ne, po neki praksi pa če se kdaj kakšna hostija pade na tla ali pa kje najde, pa ki podobnega, se jo da v vodo, ne? In se v kozarc, v vodo ali pa posebno posodo in se potem da v tabernakelj in se hrani toliko, da počasi to razpade, ne? Včasih se pa not zgodi čudež, ne? In se moka in vino, Kristusovo telo, ki sta bila posvečena, torej Kristusovo telo, spremeni dejansko v to, in ko daje analizo, posod odkrije, da gre za tkivo, srčno tkivo nekoga, ki je zelo trpel, ki je bil v zadnjih zdihljajih, in da vedno gre za krvno skupino A in B, ne? To ni vezano na nauk cerkve, ampak tako, da mal vemo, ne? Da Bog še vedno, on daje, hočem reči, on daje potrditev tega, da je to res. Kot je rekel, ne? Dovolj imajo, da lahko vidijo, če hočejo, in kdor gleda srcem, bo to tudi videl.
Prejemo obhajila vsaj za veliko noč. Ne? Zakaj res? Velika noč je tak velik praznik. Ne? Če učlovečenje, oziroma pravzaprav prej že Gospodovo znamenje Marije, ko ga obhajamo 25. marca, 9 mesecev pred Božičem, ko gre za spočetje Božjega sina. Ne? Pomemben. In seveda Božič, ko se rodi, pa je srčika tega odrešenskega dogodka Veliki petek in velika noč, velika nedelja. Takrat je on daroval, takrat je on umrl, takrat se je daroval, takrat je stekla zadnja kaplja krvi iz njegovega telesa. In takrat je umrl. In njegovo telo je bilo položeno v grob in je vstalo na veliko noč. Ne? Zato vedno, ko govorimo torej mi o veliki noči, o velikem petku, ne moremo mimo velike noči. Ne? To je tako, veste. Gre za pravzaprav isti dogodek v dveh etapah. Ne? In ni torej velikega petka ne moremo razumeti brez velike noči. In velike noči ne moremo razumeti brez neizmernega in neizmerljivega dejanja ljubezni Božjega sina na križu. To je tako. In vedno torej, zato je veliki petek. Tudi se spomnite tisti, tako sam in grede. Recimo tudi tisti, ki so imeli stigme Kristusove rane. Recimo vedno trpijo najbolj na veliki petek in zadeva se jim uberi na veliko noč. Za patra Pija je bilo pa znano, da je imel poleg teh 5 ran na rokah, nogah pa na strani, ni bilo znano. Šele po smrti je tisti, ki ga zadnja leta spremljal, da ga je najbolj bolela pa rama, desna rama, o petkih na veliki petek, za katero sploh niso vedeli prej. Ker križ je prej prinesel, križ, da je v celoti strpel z Gospodom. Veliki petek in velika noč sta torej trpljenje in smrt našega Gospoda Jezusa Krista sta uresničenje Božje ljubezni. Ali pa je, bi lahko rekli, čeprav je malo slovnično čudno slišati. Kolikokrat, to je pa spet, lejte ta stavek, ki sem ga že omenil, kolikokrat namreč jeste ta kruh, pravi apostol Pavel, pri maši in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt in dodajam še mirno, nič, da bi apostola Pavla popravljal, in stajenje, dokler ne pride. Dokler ne pride. To so take velike stvari, da res človeka stisne ob misli. Ta slika mi je pa tako všeč, ne zato, ker je gor brat Luka in ne zato, ker so od spodaj taki znani ministranti, ampak ko sem gor prišel takrat med maršo, ne vem, kaj sem enega župnikom ješel gor potem na Gabrško goro, je točno sonce sijalo tja na oltar, kjer je potem Kristus. In zato sem je to obesil. Morda ste vi malo kriva gospa Mežnarca z Gabrške gore, ne vem, malo se hecam, ampak samo tako. Ja, kako je res velika Evharistija in kako je potrebno za to k spovedi. Se pravi, vsaj enkrat na leto k spovedi. In vsaj za veliko noč, obhajilo. Še za zaključek bom povedal to, kar sem že parkrat, ko smo bili kot bogoslovci srečali sestro Terezijo iz Kalkute, mater Terezijo, pa smo se pol pogovarjali, v Ljubljanski stolnici je bilo to. Takrat smo kot mladi gospodje, bodoči duhovniki, tako si mladci zagnani, takrat hrepeniš tudi po svetosti, ne pa realno življenje te malo zatovče, ampak hrepenenje mora še vedno ostati. In z leti se moraš če dalje bolj truditi. Ampak takrat si poln, da se pripravljaš, boš duhovnik, to te kar nosi. In smo mater Terezijo vprašali, prepričani, da je svetnica in da je brez greha. Si je svetnica, ni bila pa brez greha, kot ni nihče. Razen Jezusa, edini človek je bil brez greha, Marija pa brez izvirnega greha, in madeža izvirnega greha. In smo vprašali, mati, ali nam poveste, kolikokrat hodite spovedi? Mi smo mislili, da bo rekla enkrat na leto tako, ali pa kvečem enkrat na mesec, zato ker je
pač se veste, malo cerkvena zapoved, malo slabo pomisliš, ali pa kaj tako, ne da bi bolj take, skoraj ne grehe, ne. In ko je ona rekla, da hodi k spovedi vsakih 10 dni, mi smo bili čisto šokirani. Vsakih 10 dni. Nas je v bistvu kar, no vsaj mene je, pa tudi nekatere druge. Razumeš, če svetnica hodi k spovedi na 10 dni. Na koliko dni bi moral biti jaz, ne? Ali pa, ne da bi sodil, ne, morda kdo drug. Jaz mislim, da mogo iti bolj pogosto, ne. Ampak, če gremo enkrat na mesec, je kar v redu. Tako da hvala lepa, ker ste prišli, ker ste prisluhnili danes, tako da se vam zahvaljujem. Majčkeno smo se dotaknili teh 10 zapovedi in začutili, kako je pomembno, da nam cerkev tudi da neke okvire, ne. Neke okvire, da čutimo, da smo znotraj občestva, da smo del katoliške cerkve, da lahko rečemo, sem na pravi poti, še, a ne, čeprav ga lomim, ampak sem še, ne, in da hkrati tudi vem, tudi če me je odneslo ven, ne, da vedno lahko pridem nazaj. Da nisem odpisan nikoli v Božjih očeh, niti ne v očeh cerkve. Čeprav včasih v cerkvi poslušaš, jaz nisem največji, ko bi rekel, največji moralist med duhovniki, ki pridigajo, ampak včasih, ko prideš, pa misliš, da je res vsa grehi na svetu, pa nič drugega, ne. Pa prepovedi, pa zapovedi. Ne, Bog vedno vse sprejema, ne. Božje veselje je bivati, pa občevati s človekom, ne. Bog se veseli tega. In je neizkončno usmiljen, tako kot piše že Stara zaveza, in ponavljam znova in znova še vedno, ne. Bog svojo vsemogočnost skazuje z usmiljenjem in prizanašanjem. Amen. Bohlonej.